Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, takole v prejšnjem bloku smo lahko izvedeli, kako se lahko zavarujemo za primer hudih bolezni. Zdaj se bomo več pogovarjali o kitajščini in kitajskem jeziku. Še predtem pa gremo k Piji preveriti, kaj bo še kaj novega oziroma kaj je še kaj novega. Kakšne so še kakšne aktualne novičke? Pija. Ja, večno je aktualen seveda Jože Plečnik, tako da nekaj besed danes o njem. Namreč nominacija izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine je prejela pozitivno oceno Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja. Zasedanje odbora za svetovno dediščino, ki ga sestavlja 21 držav članic, bo potekalo v drugi polovici julija, prek spleta seveda. Svet za spomenike je potrdil izbor javnih prostorov okoli Ljubljanice v centru mesta, Nuka, Žal, Tržnice ter ob cerkvi svetega Frančiška Asiškega in svetega Mihaela. Kot so navedli, je avtentičen in celovit Plečnikov pristop, ki je utemeljen v reformističnih arhitekturnih gibanjih zgodnjega 20. stoletja, trenutno manj zastopan na seznamu svetovne dediščine. Tako, Plečnik je aktualen tudi danes, da ne bomo pa govorili tudi samo o njegovem stadionu, še nekaj o seznamu svetovne dediščine. Toliko zaenkrat. Hvala, Pija, prav kmalu bolj z nami s prometom. Se gledamo. Mi pa gremo zdaj v svet kitajskega jezika in kitajske kulture. Tja nas bo popeljala Stanela Kšela, ki je oseba, ki gleda na svet skozi pozitivna očala. Obožuje nove izzive, rada raziskuje in se ukvarja s kitajskim jezikom in kitajsko kulturo. Je tudi po izobrazbi magistrica sinologije, to je študij o kitajski kulturi in jeziku. Z aktivnim raziskovanjem kitajske kulture in jezika se ukvarja že skoraj 10 let. V tem času je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za azijske študije. Vmes 2 leti in pol izpopolnjevala znanje kitajskega jezika na Central China Normal University v Wuhanu v provinci Hubei in pol leta na Yunnan univerzi v Kunmingu v provinci Yunnan. Upam, da sem vse prav izgovorila. Zdaj pa seveda kitajski jezik in znanje v kitajski kulturi širi tudi po Sloveniji, tako da dobrodošla, Stanela. Hvala lepa, sješje. Hvala po... Hvala, sješje. Kako pa bi rekli, no, mi imamo na Ljubljana TV priljubljen izraz, da rečemo se gledamo, kako bi rekli to v kitajščini? Xia ci jian. Oziroma, a se gledamo sedaj ali se gledamo naslednjič, prihodnjič? Se gledamo v stilu po oglasih se gledamo. Ihou zai, torej ihou jian. Se vidimo kasneje. Ihou jian. Ihou jian. Torej, ihou kasneje, jian se gledamo, se vidimo. Ihou jian. Takole, kadar slišim jaz, temu se v bistvu sploh ne reče kitajščina, je to mandarinščina, ne? Ja, na nek način lahko rečemo. Torej, mi rečemo temu torej sodobni kitajski jezik. Na nek način sinologi tudi gledamo na izraz mandarinščina kot neprimeren, ker kaj mandarinščina kot mandarine. In to je prišel izraz iz tistih časov, ko so zahodnjaki prihajali na Kitajsko in so načeloma prihajali na jug Kitajske, kjer so potem videli mandarine in te stvari in potem iz tega je potem prišel ta izraz mandarinščina. V bistvu je to neprimeren izraz, se pravi, je bolje, da rečemo kar kitajski jezik. Ja, ali pa sodobni kitajski jezik. Sodobni kitajski jezik. In Stanela, kaj je tebe popeljalo na pot sodobnega kitajskega jezika in kitajske kulture? Rada rečem, da mi je življenje postavilo pred oči to pot kitajskega jezika in bila je na meni odločitev, ali bom jo sprejela ali ne. Čisto nepričakovano bom rekla, sem se znašla pred odločitvijo na fakulteti, če bom študirala kitajščino, japonščino ali korejščino. In takrat sem rekla, pa naj bo kitajščina, ker je največja prihodnost v kitajskem jeziku. In tako sem začela, dokler nisem potem po 10 mesecih šla na Kitajsko in potem videla, da je to, kar hočem početi in da je to moja tista strast. V bistvu smer študija, ki si jo izbrala, je kulture Vzhodne Azije, ne? Tako. In tam je treba izbrati tudi enega izmed jezikov potem. Ampak magistrirala si pa potem iz sinologije, se pravi, si potem se presedlala prav na kitajski jezik. Po 10 mesecih, ko sem šla na Kitajsko, sem rekla, da se hočem prepisati, da nočem več nadaljevati študijski smeri španskega jezika in književnosti in pa kultur Vzhodne Azije, ampak samo sinologija. Tako da takrat se moja pot res začela. Kaj pa te je tako pritegnilo v samem kitajskem jeziku, da si se odločila, da bo to tvoja pot?
To se je zgodilo vse v bistvu spontano, bi lahko rekli. Torej, začelo se je s tem, da sem se mogla učiti, zaradi tega, ker smo imeli mesečne kolokvije in do tega, da sem začela opazovati, da sem zmeraj več časa in z največjim veseljem posvečala čas torej učenju pismen, ki je potem preraslo do tega, da sem več časa posvečala temu, kot pa dejansko študiju španskega jezika in književnosti. To si imela tako dvopredmetno, ja. Tako da sem potem, je bilo tudi težko usklajevati oboje, ne? To so bila le 2 študijska programa, tako da kasneje sem pač prišla do te odločitve, da raje posvetim ves tisti čas kitajščini, kitajski kulturi in španski jezik pa književnost pa dam na stran. In potem si v bistvu ugotovila, da bi rada tudi odpotovala na Kitajsko, da se pobliže srečaš tudi z, lahko temu rečemo, avtohtonimi govorci in s kulturo. Kdaj si odšla prvič in kako je bilo? Torej, prvič sem odšla junija 2013, poletna šola v mestu Jinzhou, provinci Liaoning na severu Kitajske. Bilo je wow. Očarala me v trenutku od Kitajske, ko sem prišla tja in vse do konca. In potem se je to samo še stopnjevalo in potem v roku 8 let sem odšla tja vse skupaj 10-krat. V bistvu pol leta je bila najdaljša doba, ker sem bila brez Kitajske. Tako da zdaj, na primer, ko je ta situacija, zdaj že 1 leto pa pol sem brez Kitajske, me kar že... Imaš že abstinenčno krizo. Ja, malo. Bila si tudi v narekovajih zelo glasnem Wuhanu, ki se ga zdaj malce tudi morda predstavljajo v napačni luči. Kako ti je bilo tam? Ja, že to, kako mi je bilo, lahko poveš že to dejstvo, da sem tja odšla študirati 3-krat. Torej, prvič sem šla za pol leta, drugič za 1 leto, tretjič za 1 leto, poleg tega še enkrat ga obiskala tudi vmes. Tako da mene je Wuhan enostavno očaral, tam sem bila doma. Veliko mesto, veliko ljudi, veliko stvari za početi, potem tudi veliko mednarodnih študentov, tako da tam ni bilo samo spoznavanje kitajščine in kitajske kulture, ampak tudi vsega. Tako da pač, ja, Wuhan je bil tisti, ki mi je ostal najbolj v srcu in tisti prvo mesto, ki mi je ostalo najbolj v srcu. Potem 4. pa sem se zdaj odločila, da pa mogoče res dovolj Wuhana, pa gremo obiskati potem še Kunming, sem potem 4. šla študirati tja. Pa so potem, ker Kitajska je res ogromna dežela in ogromno ljudi, obstaja tudi veliko kulturnih razlik med posameznimi provincami, najbrž ima vsaka bogato tradicijo. Kako si ti to doživljala, kaj si je opazila? Definitivno, kamorkoli gremo na Kitajskem, zmeraj vidimo nekaj novega, nekaj drugačnega. Že sam jezik se razlikuje, potem jedi so... Je težko razumeti potem? Ja, že Kitajci med sabo se težko razumejo, pač ko prihajajo iz drugačnih provinc, iz drugačnih teh provinc oziroma območja. Potem hrana je tudi takšen pokazatelj. Tudi, na primer, kakšna je značina na severu, na jugu in potem se razlikuje tudi med provincami. In tudi ljudje, bi lahko rekla, konec koncev. Potem podnebje in podnebje, tako tudi radi rečemo, da tudi podnebje potem na nek način vpliva tudi na to, kakšni so ljudje. Na temperament, ja, se razlikuje. Plus tega na Kitajskem imamo 56 etničnih manjšin, tako da to pa še je nek tisti večji pokazatelj, da so razlike. In kje si se ti počutila najbolj na narekovajih doma na Kitajskem? Torej, poleg tega, da na začetku bil to Wuhan, je definitivno kasneje ga Kunming še premagal. Torej, ker tam pa je bolj toplo poletje. Tam rečemo tudi ni neke zime, ampak je bolj taka pomladna zima. Potem tudi ljudje, tam sem videla ogromno, naprimer tudi, da so ljudje imeli ogromno psov, kar v nobenem drugem mestu nisem toliko videla, je bilo takšno veliko presenečenje. In nasploh tako bolj prijetno, toplo ozračje se mi je tam zdelo. Pa je drugače, učenje kitajskega jezika si lahko predstavljam kar velik izziv. Kaj je najtežje? Je to morda so pismenke? Kaj je najtežje? Pismenke bi rekla, da so težke samo, če ne posvečamo dovolj časa temu, da jih pišemo, da jih vadimo. Ko enkrat dobimo občutek in neko ozadje, logiko, zakaj je tako, kot je tako, tudi to ni več težko. Zdaj, kar bi jaz rekla, kar vidim, da je največja težava pri tujcih, ki se učijo kitajščino, so predvsem toni, torej naglaševanje. Ni pomembno samo, kako rečeš, ampak še a greš z glasom gor, dol, to je znanstvena fantastika. Tako je. Ampak spet bi rekla, je to spet trening. Jaz to gledam kot mišico. In če na začetku dovolj časa posvečamo temu, gremo počasi beremo, potem kasneje to več ni težava. Je pa žalostno razvideti, ko nekdo poučuje kitajščino ali pa se več let že z njo ukvarja, potem pa vas slišimo, kakšne ima tone, pa... Nima pravi. Ja, ne. Tukaj najbrž pomaga, je drugače, ko enkrat greš dejansko tja, in
je najbrž hitreje osvojiš jezik, kot pa če se ga učiš. Seveda, je več priložnosti za komunikacijo, ne greš v trgovino, tam komuniciraš kitajščini, na ulici, kjerkoli, tam imamo vse v pismenkah že napisano, tako da res, ja, definitivno se priporoča iti na Kitajsko. In ti si v bistvu zdaj to prenesla tudi v slovensko okolje. Imaš Facebook stran, pa tudi na Instagram, Svet kitajske in kitajskega jezika. Kaj vse lahko tam najdemo? Torej, in tudi spletna stran je, torej, tudi to. Kar tam počnem je, torej, da pišem oziroma objavljam različne članke, kratke, dolge, bolj znanstvene, manj znanstvene, take zanimivosti, pa tiste, ki so bolj strokovno podkovane, torej take objave, kjer približujem Slovencom na taki zanimiv, preprost, enostaven način kitajsko kulturo in kitajski jezik. Torej se dotikam in kitajskega jezika, in filozofije, in kulture, in umetnosti, in literature, in potem kakšne splošne zanimivosti, ki se dogajajo v današnjem svetu. In kaj je Slovencem ponavadi najbolj zanimivo pri kitajski kulturi, ali pa kaj jih najbolj preseneti? Jaz bi rekla dve stvari. Torej, ena je ta dejansko, ko vidijo neko zanimivost iz kakšne kitajske zgodovine, mogoče iz filozofije, ko je kakšen Konfucij, kaj takega. Na drugi strani pa je kakšna smešna zanimivost. Torej, ko tam objavim, Kitaj, naprimer, takšno se spomnim, ena takšna objava je bila, ko sem objavila, da otroci na Kitajskem velikokrat pač imajo take razporke kar na hlačah, torej, ko pač hočejo lulati, starši samo pač dol počepno in to ne rabijo niti sleč šlati. Ja, in to je bilo potem tako, res bilo veliko odzivov, tako da take zanimivosti. Ne slabega mišljenega, ampak dejansko je to del njihove kulture in potem to objavim in zdaj to nam, ki pač tega ne vemo, nam ni to znano, je to zelo zanimivo. Pa v bistvu, ker je v bistvu tudi sta kulturi naši tako različni, najbrž lahko prihaja marsikdaj, ko se srečata te dve kulturi, do nesporazumov. Kakšne so, na primer, nekatere zadeve, ko se srečamo z nekom, ki prihaja iz Kitajske, ki jih morda ne smemo narediti, da ga ne bi užalili? Ja, kar nekaj jih je na nek način. Zdaj sicer je res odvisno, kako si oni vzamejo našo kulturo, ampak to tudi poudarjamo, predvsem pri poslovanjih z Kitajci, ker marsikdo gre v to pač to področje in potem se definitivno pač ne izobrazijo, kako početi s Kitajci. Ker včasih jaz rečem že to, da jim boste včasih rekli nihao, po kitajsko bodo rekli wow, in vas bodo že bolj spoštovali, ker boste tudi vi pokazali spoštovanje do njih. In potem so seveda kakšne take tudi pravila, kako z njimi delati. Naprimer tudi, če pride nekdo sem na obisk, je kakšno srečanje, da se jim da darilo, ker oni bodo tudi načeloma dali darilo. Potem pri kakšni večeri, kako nazdravljamo, a držimo kozarec z eno roko ali z obema rokama, a damo kozarec višje od njihovega ali nižje od njihovega. Kam jih posedemo, jih posedemo tako, da bodo gledali proti vratom ali obratno. In to, ja, res so take etikete. Potem tudi, ali bomo dali roko, ko si bomo srečali spoznali z njimi, ker oni so vseeno malenkost, bi lahko rekli, boljše sramežljivi in niso, ali pa nekateri, ko so, naprimer, kakšne latinske države ali pa Španije, ko so navajeni ljubčka si dati, to je za njih pač, poseg v intimni prostor. Ja, tako da to so take stvari, ki jih je res potrebno paziti. Da ni slabe volje že na začetku. Ja, seveda. Hvala, Stanela, za enkrat. Midve se bova še pogovarjali, predtem pa gremo za nekaj trenutkov v oglase. Dobrodošli nazaj, s Stanelo Kšelo se pogovarjamo o kitajski kulturi in kitajskem jeziku. Zdaj pa bomo malce lahko tudi videli en preplet slovenske kulture in kitajskega jezika. Namreč mi imamo posnetek, kjer Stanela recitira Zdravljico. Poglejmo. 愿上帝祝福所有这些国家，他们渴望着追求着光明时日。那时候，全世界的人民再也不受战争和纠纷的统治。这些国家渴望看见人人都得到自由，再没有仇敌，人人如兄弟一样。 Se sliši, Stanela, ponovno dobrodošla v naši družbi. Kako pa je takole recitirati Zdravljico v kitajskem jeziku?
čisto normalno, pač ni problema. Slučajno veš, kdo je to prevedel? Ja, na koncu je bilo napisano, tako da ne bom rekla zdaj na pamet, ne vem na pamet, ampak je pa bilo prikazano. Mislim, meni se sliši izredno zanimivo, ne? Ker je res totalno čist drugače. In če smo že v prejšnjem bloku omenili, ne, da je včasih najtežje pri kitajskem jeziku ravno so te toni, ne? A nam lahko daš primer, ko recimo, če rečemo z drugačnim tonom glasu, ena beseda ima čist drugačen pomen? Seveda, lahko, ja. Lahko gremo kar ta osnoven, ki ga zmeraj na začetku povemo, torej na tečaju. Torej imamo zlog ma, ne, in potem imamo 4 tone. Torej v prvem tonu gremo z glasom tako samo naravnost. Torej ma, tako kot roka, ne, ma. In v tem primeru ta ma lahko pomeni mama. Potem imamo naslednji, je drugi ton, gremo z glasom tako navzgor. Torej ma, ja, pomeni torej marihuana. Je ena izmed teh, ja. Precej drugače kot mama, ja. Tako je. Potem imamo tretjo, je ma, gremo dol in gor kot vlakec. Ma, ja, pomeni konj. Ja, in potem četrti je pa ma, tako dol z glasom. Ja, ma. Pa pomeni preklinjati ali pa se tako, torej se prerekati. In potem imamo tudi stavek, ne. Mama, torej mama. In tukaj mama je mama, ne, mama. Potem imamo ma, ne, preklinjati ali pa se kregati, torej mama, ma. In pa ma, konja, ne, mama. In mama se prepira s konja oziroma se dre na konja, kriči na konja v tem smislu. Wow, to pa je potrebno res kar nekaj časa, ne, da človek te tone osvoji in da potem lahko skomunicira normalno, brez da bi narobe kaj povedal, ne, ker to so kar različni pomeni. Ti si v bistvu naredila tudi imaš nek certifikat za znanje kitajskega jezika, ki je v bistvu zelo cenjen. Kateri je to? Torej, HSK je mednarodni izpit iz kitajskega jezika. Vsi, ki gremo na Kitajsko, moramo opraviti ta izpit. Načeloma se tudi priporoča, da torej preverimo svoje znanje. Sestavljen je iz 6 stopenj in leta 2018, torej pred 3 leti, sem opravila na najvišji stopenj na 6. Tako da imam pa načrt v drugem letu spet iti, samo da malo spet. Samo da preveriš, če še znaš. Tako je. Če si še top of the top. Se pravi, si v resnici tudi res zelo usposobljena tudi za poučevanje kitajskega jezika. Ponujaš kakšne programe? Tako, poučevanje je definitivno v prvi vrsti to, kar ponujam za začetnike, za tiste, ki nadaljujejo, tudi za tiste, ki se učijo za HSK, tisti, ki želijo samo malo osvežiti se, čistko malo naučiti, tako mimogrede, potem tudi prevajanje. Sem pa tudi pripravila, torej vnaprej pripravljen tečaj kitajskega jezika, ki pa je torej tečaj, ki je pripravljen vnaprej, v 3 delih sestavljen, torej začetni, nadaljevalni, napredni, in pač dovoljuje vsem, ki bi se radi naučili kaj kitajsko ali se naučili kaj o kitajski kulturi, da se učijo kjerkoli in pa kadarkoli, ker ves material je vnaprej posnet in ostane tudi tečajnikom in tečajnicam v trajno last. Ja, ni zdaj tako, ne morem ob sredah, ob 4, ne, zdaj pa ne bo šlo, ampak je pač vsak si prilagodi glede na svoje potrebe. Bejva še rečete kakšno o pismenkah, ker meni je tudi to fascinantno. Koliko pismenk obstaja v kitajskem jeziku, pa ali so tudi tukaj različne, obstajajo kakšne poenostavljene verzije, naprimer zdaj najbrž, ko so računalniki, ne morejo biti tisoče pismenk na tipkovnici, ne? Ja, v bistvu nimajo v tipkovnici, imajo pa, a ne, ker ko pišemo na tipkovnico ali na telefon, zmeraj pišemo z pininov, to je latinizirano način pisanja pismenk. In potem mi pač tam, tako smo imeli zlog ma, napišem jaz tam ma in potem mi pokaže pač računalnik oziroma telefon, katere pismenke vse obstajajo s to izgovorjavo, jaz jo poiščem, izberem, in to je to. In potem naprej. Tako to gre. Drugače pa pismenke, koliko jih je, najobsežnejši slovar jih torej nekje šteje 50 000.
s tem, oziroma nek sodoben, taki, ki pa res vsebuje pismenke oziroma besede, ki jih na redni bazi uporabljamo, torej so aktualne danes, jih pa šteje tam nekje, bi rekli, okrog 10.000 in tudi povprečen Kitajci pozna nekje, ne vem, od 5.000 do, ne vem, 7.000, mogoče malo izobraženi, bolj že malenkost več. Ker pač, torej kaj pa tiste ostale pismenke, a ne, do 50.000, tisto pa velikokrat torej vključuje ali klasične pismenke, ki so jih nekoč uporabljali, jih danes več ne. Ali pa te strokovne izraze, torej ne, medicina, gradbeništvo, torej te, ki niso v taki vsakodnevni rabi. V bistvu, koliko jih pa ti poznaš? Jaz jih poznam tam okrog 7.000, 8.000, ker takrat za HSK6 jih je bilo potrebno znati 6.000, tisto vem, da sem osvojila, potem pa jih tudi nekaj še ni bilo vključeni, ki so bile res osnovne. Kako pa so same pismenke sestavljene? Najbrž imajo določen pomen tudi izven tiste besede, ki jo predstavljajo. Tako je. V bistvu, a ne, se to je čar ravno kitajščine in teh pismen, ker lahko velikokrat, torej, ko gremo čez nek proces učenja na pravilen način, da pogledamo si razvoj pismen, kako so pismenke sestavljene, kaj sestavni deli pomenijo, lahko potem tudi, če se neke pismenke ne učimo, lahko prepoznamo ali kako se izgovori, ali približno tudi kaj pomeni. Ker če imamo na primer nek radikal, torej sestavni del pismenke, ki označuje na primer travo ali pa drevo, in avtomatsko, če jaz to vem, da ta del pismenke pomeni to in vidim neko drugo pismenko, ki tudi vsebuje ta del, bom avtomatsko vedela, da je to nekaj povezano z nekim rastlinjem ali z drevesom ali nečim podobnim. Tako da ne gre vedno samo za piflarijo pismenke. Ja. In to je ravno, torej, ko gremo čez nek proces, čez nekaj časa, torej, ko se učimo te pismenke, enostavno dobimo občutek in vse postane že dosti bolj logično, kot pa na začetku, pa seveda je vse novo, tako da dokler se ne dobi občutek, je malenkost treba več dela. Je tudi kar malo overwhelming. Ampak potem s časoma se sestavi vse skupaj. Kaj bi rekla, Sanela, da je tisto, kar si našla v kitajski kulturi ali pa pri Kitajcih, kar bi lahko Slovenci posvojili in bi nam bilo lažje? Kaj je tisto, kar je tam tako, recimo temu, plemenitega, da bi bilo nam lažje, če bi tudi mi prevzeli to? Mogoče bi rekla, da se ne bi vzeli nekih stvari preveč za nemogoče, torej ne morem tega narediti, ni mogoče tega narediti. Ker Kitajcev je vseeno toliko, da pri njih te miselnosti ni. Oni pač vedo, če jaz ne bom vedel, bo pa nekdo drug vedel. In dejansko tudi, če pogledamo, kaj vse počnejo tam, tudi kakšne tekmovanja izvajajo, kakšni geniji dejansko obstajajo, to vsem na Kitajskem, dejansko vidiš, da tam ni nobenih omejitev, tako če, tudi in glasba, in matematika, in fizika, in tehnologija zdaj tudi kaže, ni meja, oziroma imajo neko tisto percepcijo, da se da vse narediti. Čez trdo delo velikokrat, ampak ja, to bi rekla tista stvar, ki se mi zdi, da večkrat Slovenci smo tako, ja pa se ne bo uspelo, ne bo to šlo tako. Oni pa nimajo te omejitve. Ti pa poleg tega, da raziskuješ kitajski jezik in kulturo, tudi si se specifično usmerila oziroma te je zelo pritegnila tudi umetnost politične propagande. Kako pa to, da si se v to vrgla in kaj si odkrila? Torej, to se je začelo z diplomskim delom, ker v diplomskem delu sem analizirala propagandne plakate v času kitajske kulturne revolucije, torej od 1966 do leta 1976, ko so bili na vrhuncu, torej vizualna politična propaganda. Tako da takrat sem šla v to področje raziskovati. Zelo mi je bilo všeč, zelo mi je bilo zanimivo, ker na kakšen način kaj prikazujejo, zakaj uporabljajo določene barve, zakaj je tukaj ta pismenka z večjo velikostjo, druga manjša, zakaj prikazujejo tega človeka na tak način, drugega pa tajega na tak način. Tako da s tem sem začela takrat, se nekako osnovno poglobila v to področje, potem pa sem to nadaljevala z magistrskim delom, ko pa sem proučevala oglaševalne plakate na Kitajskem v 21. stoletju, torej od leta 2014 naprej, ko je prišel na mesto predsednika Xi Jinping, ko so začeli kitajske ulice prepravljati druge vrste plakatov, in potem opazovanje, kaj so v Sloveniji, kakšne plakate imamo v Sloveniji, kakšne imajo na Kitajskem, ki obstaja velika razlika. Na primer, politična propaganda je tam splošno razširjena, je na vsakem koraku, in za komunistično partijo, in za Kitajsko, dajmo Kitajski bo uspelo in take stvari, ki tudi potem zvišujejo ta nacionalni duh.
In tako da to mi je bilo res fascinantno, ker definitivno ta propaganda in vizualna propaganda vpliva na Kitajce še danes. Če ne bi bila ta propaganda dobesedno na vsakem koraku in vlada se to odlično zaveda in marsikdo potem tudi si ne predstavlja, kakšen je sploh pomen teh plakatov, a ne? Ampak ko se enkrat poglobimo v njih, vidimo, koliko je dejansko političnih načrtov v ozadju in dejansko pač, a ne, so tam z razlogom, tako. V bistvu imaš ti tam na Kitajskem tudi kakšne prijatelje, s katerimi si redno v navezi? Tudi. In kaj zdaj, ne, ko so te posebni časi, in ker se je vse skupaj, ne, tudi ta norija s covidom začela na Kitajskem, prav v Wuhanu, kaj ti kaj povedo, no? Pač tam je enako, je zelo striktno, torej vlada nekaj reče, tako tudi je, maske vse povsod prisotne. Edino, kar je mogoče razlika, je, da tam načeloma ne dvomijo v to, kar reče vlada, oziroma vsaj ne odkrito, ker odkrito tudi pač ne bi smeli. Drugačen režim je. Tako je. Tako je. Drugače, tam načeloma sploh ni bilo drugega vala, bi lahko rekli, kar lahko pripisujemo pač tem strogim omejitvam. Tam, če se je pojavil kakšen primer covida, kar se kasneje tudi je, v kakšnih okrožjih, so pač tisto okrožje izolirali, zaprli dol. In dokler pač ni čist izginil in to je bilo to. Drugače potovanje in vse poteka normalno tam. Ne puščajo nas tujcev načeloma na Kitajsko, pač tam ni, malo je zdaj boljše stanje, lahko pridete, ne, ni tega. Tako da tole. Je pa tudi poteka množično cepljenje tam, imajo pač svojo kitajsko cepivo. Drugače življenje bi rekla, kar normalno teče tam, no? Razen pač tega res, da zdaj pa masko morajo res nositi vsi pa na vsakem koraku. Se pravi, se je pri njih že to precej normaliziralo in upam, da se bo kmalu normaliziralo do te mere, da boš lahko šla spet tja, ne? Kam boš odrinila najprej, ko bo možnost? V Kunming, ker še me stvari tam čakajo, tako da moram iti po stvari. Potem pa res upamo, da bo to čim prej. Hvala, Sanela, za obisk. Šiši? Sem prav povedala? Sije. Potem pa mogoče lahko kar ti napoveš oglase, pa poveš, da se gledamo po oglasih. Aha, torej, iho, zajcien. Se gledamo!